Saj veste, kako pravijo, da se svet dan danes vrti hitreje kot kdajkoli. Pa imajo dejansko prav. Pomislite, TV sprejemnike menjamo vsakih nekaj let, ne več vsakih 20 let. Če nimate vsako leto novega mobilnega telefona, pa vas imajo nekateri lahko že za čudaka. Tudi avtomobile menjamo pogosteje kot včasih, zato se modeli menjajo hitreje. Redko kateri zdržijo več kot 5 oziroma 6 let, takšnih, ki bi zdržali 8 let, kot je to uspelo BMW-ju X3, pa je že zelo malo. Ampak starostne gubice doletijo vsakogar. So doletele Sharon Stone in so doletele BMW-ja X3. Zato je tukaj nova generacija, ki je bolj moderna in boljša v vseh pogledih, je pa tudi bolj prostorna. Novi X3 je daljši za 8 cm, kar se dejansko najbolj pozna tukaj le na zadnji klopi in pa nekoliko tudi v prtljažniku. Ta dolžinski prirastek pomeni tudi, da menim, da večjega avtomobila sploh ne potrebujete. Razen seveda, če večja številka ob X-u, torej X5 namesto X3, pomeni, da imate več pod palcem in bi to radi ostalim tudi pokazali. O okolju tule znotraj ni treba posebej razglabljati, je namreč takšno kot v vseh BMW-jih, torej perfektno. To pri BMW-ju res znajo, voznik se s svojim delovnim okoljem takoj zlije v eno. Posebej moram pohvaliti dve stvari. Prva je ta, samodejni 8-stopenjski menjalnik, ki smo ga že večkrat preizkusili in tudi večkrat pohvalili in svoje delo odlično opravlja tudi v tem avtomobilu. Druga pa samodejne luči. Te znajo prilagajati snop dolgih in kratkih avtomatsko in delujejo zelo dobro. Menim celo, da bi s takšnim sistemom morali biti opremljeni vsi avtomobili. Tale X3 je opremljena še z nastavljivim podvozjem, ki precej spremeni delovanje blažilnikov, krmilnega mehanizma in hitrosti menjalnika, a prav športen X3 ne bo nikoli. To je pravzaprav edina velika zamera. Prejšnji X3 se je zdel bolj lahkoten in pred kratkim preizkušeni Mercedes GLK tudi. Tukaj pa se dodatne mere in masa že kar precej poznajo in avtomobil kar nekako ni več tako za voznika. Prav nobene zamere pa si ne zasluži dvolitrski dizelski motor 135 kW moči. Je izredno zvezen, lepo tih in tudi ne porabi veliko goriva. Na testu okrog 8 litrov, kar je za tono in 800 kg težko vozilo s stalnim štirikolesnim pogonom povsem spodoben rezultat. Če bi bili malce razvajeni, bi dejali le, da njegov zvok ni tako prijeten kot zvok 3-litrskega 6-valjnega dizla. S tem motorjem bo X3 lahko vaš že za nekaj več kot 42.000 evrov, a ne bo takšen. Ko omenjenemu znesku prištejete še 26.000 evrov, pa boste dobili avtomobil, v kakršnem sedim. Tja, spisek opreme je dolg in predvsem drag. Takšna navigacija vas bo olajšala za dobra 2000, platišča ravno tako, za ceno tega usnjenega oblazinjenja pa lahko dobite že zelo dobro usnjeno sedežno garnituro. Ampak, dokler bodo ljudje pripravljeni plačevati za takšne zadeve, je prav, da imajo izbiro.